Radijski roman. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dober večer v novem nadaljevanju radijskega romana Kruh močnih. Smo v 55. poglavju, ki ima podnaslov vzeti iz Psalma 27. Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo v deželi živih. Upaj v Gospoda, bodi močan, tvoje srce naj se opogumi, upaj v Gospoda. Dajmo, prebivalci in prebivalke Filipov, je zavpil Antioh. Peljimo ju k oblastnikom, da bosta okusila roko rimske pravice. Več mož je grobo zgrabilo Pavla in Sila in ju odpeljalo. Lidija je skušala posredovati, a je ni nihče poslušal. V zraku je čutila srd. Množica je bila zastrupljena z njim. Pavla in Sila so zmerjali, ko so ju vodili v osrčje Agore. Prišli so do trga, kjer so imeli postojanko močno oboroženi rimski stražarji s stotnikom na čelu. Kaj je zdaj to? Stotnik je stopil naprej, njegovo temno škrlatno ogrinjalo je opletalo za njim. Antioh je stopil naprej. Ta dva moža, ta dva Juda v naši sredi povzročata nemire. Radi bi videli pretorja. Vsaj nekaj, je pomislila Lidija. Tudi ona bo lahko govorila s pretorjem in ga prepričala, da bo osvobodil njena gosta. Stotnik, ki je ravno hotel zagristi v debelo palačinko, obloženo s figovo kremo, je zagodrnjal in jo odložil. Glavo je nagnil k enemu od vojakov. Pojdi po pretorja, reci mu, da imamo težave. Pretor, ki je odraščal v Rimu, se je nosil kot princ. Njegova brezmadežna toga je opletala okrog njega, njegovi lasje, prepojeni z aromatičnim oljem, pa se niso niti malo premaknili, ko je zapihal veter. Kakšen direndaj je to? Gaj je Pavla udaril po rami, da se je opotekel. Še preden bi ta lahko odprl usta, je Gaj zavpil. Radi bi pravico, zaradi teh dveh je vse mesto na nogah. Saj lahko vidiš, da ne manjka veliko do izgredov, in to zaradi teh dveh Judov. Pretor je pogledal Sila, nato Pavla. Česa ju dolžite? Širita običaje, ki jih Rimljani ne smemo izpolnjevati, je rekel Trakali. Hujskačasta in izdajalca, je pristavil Antioh. Govorita o nekem bogu, ki dela čudeže, o bogu nad drugimi bogovi. To je v nasprotju z rimsko dostojnostjo. Lidija je stopila naprej. Ugledna gosta na mojem domu sta, to je nesporazum. Pa kaj še, je zavpil Gaj. Škodovala sta najni Damalis. Nič več ne more uganiti prihodnosti. Na njej sta izvedla grozno magijo, zdaj pa je nekoristna. Drhal je kipela od jeze. Kaznujte ju, kaznujte ju. Pretor je dvignil roko. Pomirite se, prebivalci Filipov. Pomignil je stotniku. Slecite ju. Kaj počnete? Je zgroženo vzkliknila Lidija. Prosim, poslušajte me. Moja gosta sta. Žal mi je. A če množici ne dam, kar zahteva, se ne bo pomirila. Ne čutiš, kako hlepi po nasilju? Tvoja gosta se ne bi smela vtikati v sužnjo. Pavel se je upiral možem, ki so ga držali. Počakajte, Filipljani, poslušajte me. Stotnik ga je s komolcem udaril po ustih, da je padel na kolena. Kot v omotici je Lidija zaslišala Sila, ki je zaklical. Počakajte, bratje, moj prijatelj je hotel reči,
Ni dokončal, ker je tudi on dobil surov udarec. Lidija je stekla k pretorju. Prosim, to morate preprečiti, napako delate. Rimljan je zmajal z glavo. Zdaj ne morem več preprečiti. Bi rada prave izgrede? Dal ju bom pretepsti, da se huda kri pomiri. Nato pa ju bom čez noč poslal v ječo. Ob zori, ko se bo množica pomirila, pa ju bom osvobodil. Lidija se je opotekla nazaj, trepetala in nemočno gledala prijatelja. Upirajočemu se Pavlu so v nekaj trenutkih s telesa strgali tuniko. Hrup množice je bil zdaj tolikšen, da je njegov trud, da bi spregovoril, utonil v njihovem neubranem kričanju. Stotnik mu je z debelo leseno palico zadal prvi udarec. Pavel se je stresel. Še preden bi lahko zajel zrak, je znova padlo po njegovem hrbtu. Zakričal je. Lidija je kriknila, tresla se je od groze. Podoživljala je očetovo usodo. Mark jo je potegnil v objem in njen obraz stisnil na svoje prsi, da ne bi videla najhujšega. Močna sta, ji je zašepetal v uho. Opomogla si bosta. Udarci se niso upočasnili. Lidija je poslušala zvoke palice, ki je udarjala, in stokanje njenih dragih prijateljev, ko sta se mučila z orkanom bolečine. Spraševala se je, ali bosta še kdaj hodila. Ko je bilo tepeža konec, sta Pavel in Sila padla na obraz. Skozi solze je Lidija kot v megli videla majhno postavo, ki se je za trenutek sklonila nad Pavla. Damalis. Tekle so ji solze. Zato je imela po licih potoke temnega kola, njena ličila so bila razmazana. Hvala, je rekla. Nekdo jo je zgrabil za roko in potegnil proč. Pavel se je nasmehnil. Kaj se smejiš, izdajalec nadležni, se je zadrl Antioh in ga brcnil v trup. Pavel je zaječal. Ker se je ugriznil v ustnico, je zdaj pljunil kri. Obraz se mu je še bolj razlezel v nasmešek. Smehljam se, ker je bilo vredno. Antioh je zamahnil z nogo, da bi ga še enkrat brcnil. Lidija se je ugriznila v pest, da ne bi zakričala. Stotnik je Antioha odrinil. Dovolj je bilo, zdaj gre v zapor. Pavla in Sila so dvignili na noge. Res sta bila tepena, a kruto mučenje sta preživela. Lidija in Mark ter Luka in Timotej so sledili prijateljema, ko so ju peljali v ječo. Lidija ni skrivala solz ob tem, ko se je spominjala očeta in njegove usode, prepričana, da enaka usoda čaka njena gosta. Ječa je bila kamnita stavba ob vznožju hriba. Na poti tja so se morali povzpeti po strmih stopnicah. Naproti jim je prišel ječar, majhen mož z mišičastimi rokami. Dober dan, stotnik, kaj imaš danes zame? Ta dva sta na agori povzročala nemire. Antioh, ki je proti ječi hodil pred zapornikoma, je dodal. Izmuzljiva sta, brez dvoma bosta skušala zbežati. Pazi, da ne bosta ušla, je stotnik zalajal ječarju. In brez obiskov, razumeš? Sicer boš odgovarjal meni in mojim možem. Ne, stotnik, iz moje ječe ne bosta pobegnila, obljubim. Dal ju bom v notranji del ječe. Od tam še čriček ne najde poti. Lidija je opazovala, kako sta izginila skozi ozka vrata ječe in po stopnicah navzdol. Zdelo se ji je, da se je preteklost zarotila proti njej.
Spomin na očeta, ki je zbolel v kratkem času bivanja v zaporu, na njegovo prebičano strto telo, se je dvignil kot prikazen in jo preganjal. Ne Pavla, ne sila, Gospod. Še preden bi jo Mark lahko ujel, se je zgrudila na razpokan kamnit tlak pred ječo. Opozoril sem te, da mi ne smeš zameriti, je siknil Antioh. To je šele začetek. Mark je prepričal Lidijo, da gredo domov. Pretor je obljubil, da ju bo osvobodil ob sončnem vzhodu. Doma bosta že čez nekaj ur. Luka bo poskrbel za njune rane. Ti pa ju boš nahranila s svojo čudovito hrano. Jutri zvečer bo to le še spomin. Ker je čar ni dovolil obiskov, je Lidija videla, da nima smisla ostajati. Mark, Luka in Timotej so začeli moliti za prijatelja takoj, ko so se vrnili domov. Lidija in Rebeka sta se jim pridružili, čeprav je bila Lidija otopela, utrujena v dno duše in ni mogla skupaj spraviti niti kančka upanja. Kako si lahko storil čudež za moj indigo, zanju pa nisi mogel posredovati, Jezus? Tvoja vojaka sta. Zakaj si ju zapustil? Lidija je kritizirala Boga, jezna nanj zaradi nerazumljive izdaje. Mark jo je opazoval. Skrbelo ga je zanjo. Okrog polnoči se je stresla zemlja. Tistega se ni dalo opisati z drugimi besedami. Zemlja je zadrhtela pod njimi in grozovito zaječala. Lidija in Rebeka sta zavpili. Kot ne bi bila zadovoljna s prvim tresenjem in bi se ji zdelo preveč nepomembno, so se tla znova stresla. Zidovje se je premikalo. Slišali so, kako je počil eden izmed velikih kamnov na dvorišču. Zemlja se je tedaj umirila in za nekaj trenutkov je zavladala tišina. Potres, je rekel Mark mirno. Takoj, ko je izrekel to besedo, se je znova zatreslo, še huje kot prej. Temelji hiše so vzvalovali. Lidija se je opotekla na stran in se zaletela v Timoteja, ki je bil tako mišičast, da najbrž sploh ni opazil. Tedaj se je zemlja končno umirila. Ko smo prosili Gospoda, naj se zgane, nismo imeli v mislih tega, je pomežiknil Luka. Potres je z njihovih obrazov izbrisal vse sledi spanca, zato je mala družba prebedela preostanek noči in prosila za prijatelja. Uro pozori sta Pavel in Sila prišla v Lidijino hišo. Zelo oprezno sta hodila, a smejala sta se, kot da sta bila vso noč na gostiji, ne pa v ječi polni podgan. Lidija je pohitela proti njima, da bi ju sprejela. Najprej je poljubila roko Pavlu, nato še Silu. Strašno nas je skrbelo. No, njo je skrbelo, je dodal Luka smeje. Jaz pa sem vedel, da bo z vama vse v redu. Ko se bosta okrepčala, bom poskrbel za vajine rane. Sva že jedla, hvala. Najin ječar Valerij naju je obilno nahranil in tudi rane nama je dal očistiti. Bi bila pa hvaležna za kakšno tvoje zdravilno mazilo, Luka. Ječar vaju je nahranil? Je vprašal Mark. Ste se spoprijateljili? Valerij mi je kot sin, je odvrnil Pavel smeje. Rad bi se okopal in preoblekel, potem pa vam bom povedal vse o najini prigodi. Lidija ga je zmedeno gledala. Kako drugačen konec je dobila njuna zgodba. Tako kot Evmen sta bila tudi ta dva moža deležna krutega in krivičnega tepeža. Pravzaprav sta bila še bolj ponižana kot njen oče, ker je bil njun tepež javen. Kljub grozni preizkušnji sta stala na nogah in se šalila.
Zmajala je z glavo, neučakana, da izve njuno zgodbo, in se spraševala, kako sta lahko tako vesela. In njuno zgodbo bomo slišali v naslednjem nadaljevanju radijskega romana. Hvala za nocoj, spoštovani poslušalci, in bodite z nami spet čez teden dni. Lahko noč. Radijski roman.